in zjutraj vas ni bilo pri pouku in ona je potem svojo advokaturo... Ona je bila čudovita. Ja, in nas je pri ravnatelju Čehu morala kar pošteno... Jaz sem dobil v drugem letniku gimnazije, v tretjem, prvi dan sem dobil v gor pred izključitvijo. In sicer, ker sem čez poletje pel pokošljive pesmi. Renate, Ja, ne Trzinka, pa tako. Skratka, dobil sem v gor pred izključitvijo in kar je pred mano bilo, da niti ene napake v celem letu nisem smel narediti. In zato je zelo praktično, da sem šel v gledališki krožek. Pogojno se dobro da reči. Ja, kjer smo kar naprej morali nekaj barvati, pa recitirati, pa se učiti, pa nekaj razmnoževati, pa skratka, bilo je veliko dela, da se je dalo tudi špricati. Branka je bila pa res, moram reči, krasna, kar se tega tiče. Moram pa reči, da je bil ta naš mentor, Marjan Kovač, to je bila ena veličastna figura, ki se je tukaj v Ptuju znašla in je nekaj nam, ki smo ga poslušali, govorila prekrasne stvari. Jaz sem moram reči, da sem v tistih urah po vajah, ki so se končale ponovali tam v polnoči, enih, dveh, treh, jaz sem slišal toliko o literaturi, toliko o dogodkih svetovnega gledališča, umetnostnih smereh, jaz ne vem, če sem zdaj potem še toliko slišal. Moram reči, da je on eden tistih, ki je odprl neke horizonte in neka zanimanja in od takrat naprej pravzaprav sem radoveden. Moram reči, da je on tisti, ki je to naredil. Hvala mu, zdravje že pokojni. Zdaj, Mariborski krog. Ja. Če greva, to so 60-ta, ne? Pa 70-ta, ne? Malo preskakujemo, pa bomo še nazaj elektrotehniki, pa Ljubljani, pa Šoljko, ne? Ampak vseeno, ta Mariborski krog mi ne da miru, ne? Ker je, vi ste vsi nekako Zmaga, Raja, Dvoršaka, vsi ti veliki člani tega Mariborskega kroga, imate neko črto, vsi ste neizprostni, ostajate vse življenje pri teh svojih nekih postulatih, ta črni rov, recimo, pa če se spomnimo, kaj je tista razstava prva je naredila, pravi, to je neverjetno, kakšna revolucija je bila to, ne? Zatemniti sliko, ne vem, odrezati glavo. Jaz vem, kaj nas v časopisu, kaj smo imeli, ko smo začeli glave rezati, recimo na portretih, ko se je nekje pojavila ta moda, bi rekel človek, ne? Kaj je vam ta Mariborski krog? Spomnim se, da so kolegi, spraševala sem dragi še modernjaka kolege svoje, Červina recimo, ko se še tu družimo. Vi ste bili ena taka nesiva eminenca, vi ste bili eminenca, ne vem, totalna. Mislim, ko ste vi nekaj rekli, ki ste rekli to, Boga je vedno rekel, vi ste rekli vedno vse enako kot ostali, ampak dosti bolj preprosto, strogo preprosto in tisto je ko pribito držalo in ste bili na nek način, ne vem, res vrhunska avtoriteta na tega kroga. Kaj pravite? Jaz sem bil v bistvu izjema, ker sem bil eden redkih, ne samo v slovenskem, v bistvu v jugoslovanskem prostoru, ki je kmečko življenje slikal. Vsi ostali so praktično snemali mesto in to bolj detalje kot karkoli drugo. Jaz sem pa prvi snemal ljudi, ampak v svojem naravnem okolju kmečkem. To takrat ni bila navada, zdaj zakaj, ne vem. Ampak zdaj sam Mariborski krog, tu je eno vprašanje, kaj je Mariborski krog. Jaz trdim, da je Mariborski krog samo prva razstava, ki je bila v salonu Rotovž. To je bila razstava, mislim, da januarja ali februarja 1971. Razstava je bila, vse slike so bile povečane na prostor. To se pravi, če je prostor zahteval sliko veličine 3 metre, je takšna slika tudi bila. Samo postavitelj je Ivan Dvoršak. To je v bistvu mariborski fotograf, kot tipični, najmočnejši avtor Mariborskega kroga, samo zaradi spet okoliščin dejansko premalo njegovo delo poznamo. In slike takrat niso bile podpisane. Zdaj, ta črni rok, mi smo imeli slike takrat spokili, pa to še ni bilo v modi, tudi je bilo predrago, smo imeli na Ivercah. Na Ivercah to je bil problem tudi tehnične, to je visokofrekventno žago, je bilo treba prerazrediti, da so rekli najmanj 14 000 mora nekih obratov imeti, da se ne lomi, ker Iverca je prečavna iz takih.
In tam je v bistvu ta črni rob, ki je bil sorazmerno visok, lahko tudi pač široke en centimeter, pomenilo na nek način okvirjeno sliko. Sama iverca pomenila, da je odmaknjena od stene in ta rob je dal zaključek slike. In s tem je fotografija nastala slika. Ker ti jo moraš odmakniti od stene in jo moraš obrobiti in s tem dobiš sliko. Samo ta črni rob še ima neko drugo lastnost. No, več lastnosti. Recimo črni rob si je breson smislil, zato ker on ni sam slik delal, dal v laboratorij in ker so mu tam rezali pa površno delali, je zahteval s črnim robom. V bistvu črni rob pa ima tudi drugo stvar, ne zahteva take egzaktne kompozicije ob robovi. Niti tonsko, niti prostorsko, tako egzaktno, kar zaključuje sliko. Jaz se spomnim, še pred mariborskim krogom sem recimo slikal 3 smučarje, ali pa sankače, 3 na belem snegu. In praktično slika ni bila slika, dokler nisem narisal črni rob. Da se to okviril, tako si je sliko dolgo. Kasneje pa seveda se je razvilo v to, da sem slikal. Po tretji strani pa črni rob kaže tudi to, da vse, kar si snimal, je na fotografiji. Se pravi, nič ni odvzeto. Seveda pri izbiranju pa se je takšno izbral, ki je bila dobra. Se pravi, izbiranje je nastalo na podlagi posnetkov. Je pa res, da marsikomu, da so se slike zdelale v klubski temnici in tam se je tudi, ker je črno-bela fotografije, teme so bile sorazmerno težke in se tudi temno kopiralo. In od je v bistvu tudi ta neki črni krog. Je pa seveda to bil upor proti dotedanjemu, lepemu, brez izraznemu. Pa če ne druga, ti je dalo taka slika misli, če si hotel. Ene so samo šimfali, ampak to je vedno pri take stvari, ko je nekaj novega, da potem eni so za, tisti, ki se malo spoznajo, drugi so pač proti, ker jim rušiš svoj star sistem. Ste bili zanimiva druščina, ne? Vi ste bili tu akademski slikari, vi ste bili diplomirani inženir elektrotehnike, zaposlen v tovarni Lesi, Arminija Kirličeva. To je bila sreča v bistvu profesionalni fotografi, recimo Pfeffer, on je bil specialist za egzaktnost, grafični oblikovalci, to je bil Dvoršak, Čerle, mislim, vse različni poklici in zgleda, takrat smo tudi več časa, tedensko smo se dobivali. Tisto druženje je bilo to, da si prinesel slike, da si analiziral slike in da si pošiljal slike na razstave. Potem si pa seveda drugič moral priti, da si videl, kakšen je rezultat. In to je bilo tisto, da nas je družilo v tistem času. Res pa je, da, mislim, in to še nekaj treba povedati, to je bil čas, ki je v slovenskem in jugoslovanskem prostoru klubska scena bila praktično nekvalitetnejša. Vsi kup profesionalnih fotografov, ki so izhajali iz vrst amaterskih, da rečem, so se vračali v vseh važnejših prireditvah v klub. In to v jugoslovanskem prostoru zunaj je pa takoj po vojni bilo to, da ena profesionalna fotografija, druga pa amaterska, ki so se zanimali bolj za fotoaparate kot za to. Tu se je pa v zadnjem času se je pa to spremenilo, ker ti si prej rabo klub, si rabo temnico, si rabo, ker redki smo imeli svojo temnico, da si lahko slike izdelal. Danes pa je to računalnik, pa servis in danes, zato pa tudi fotografija pač je takšna kot je. Sicer pa ste vi začeli na Ptujski gimnaziji fotografirati? Vem, da ste pa na Ljubljani, ste v Šolt, ste dobili skup z Oskarjem Dolencem, pa Emil Rašičem. Ja, jaz sem začel... Kako je s temi začetki? V bistvu, mislim, jaz sem dobil fotoaparat od mame. Od mame ste predavali, ja? Dobil sem ga zato, ker si strd nogo, pa sem eno leto, nisem hodil v nižjo gimnazijo, pol leta, pa drugo, to je bilo v 3. razredu nižje gimnazije, v Dobremcu, v Dravskem polju. In ker mi je se htela prikupiti, mi je dala družinski fotoaparat. Ta fotoaparat pa ima zgodbo to, da ga mama kupila, ko je prvi sin umrl za Davico 74 leta. In takrat ni imela slik otrok, bila je takrat za sestro noseča in 34 ga je rodila, na koncu je pa hotela drugega sina imeti, te sem jaz prišel na svet. In takrat mi je dala prvi ta družinski fotoaparat. Potem sem pa, da bi lažje zvozil v gimnaziji, sem cel 4. razred nižje gimnazije v Ptuj, v Dijaški dom in tam sem že tisto leto, 53,
Prvo leto že izdelal, prve 3 filme sem še dal razvit fotografov, potem da smo s Tonom Emeršičem v televiziji delovala slike. Spomnim se, da so določeni problemi bili, ker fiksir smo sliko samo namočili. Dejansko pri razvijalcu vidiš, kak slika nastaja, ne veš, da je gotova. Pri fiksirju pa nič ne vidiš, kaj se dogaja. Tam ti pa mora nekdo povedati, da mora tako dolgo noter biti. To na začetku nismo vedeli. Smo pa drug dan pumsamo, zdaj za slike delih so bile rjave, kaj pa zdaj to, ne? Zdaj pa, kaj smo jih sušilcev sušili, smo mislili, da so se tam prej spekle, ne? Da je to fiksir, ne? In tak sem v srednji šoli sem dejansko samo fotografiral, izdeloval sam slike, ampak fotografiral sošolke pa sošolce na izletih pa v dijaškem domu. V gimnaziju, potem sem prišel v Ljubljano, tam sem najprej naredil iz AMB tečaj, da se lahko v temnico prišel, potem se pa zgodilo, da sem v drugem letniku zopet bolel. Sem za 1 leto prekinil šolanje, sošolci so hodili na predavanje, jaz pa sem rekel, da moral sem hoditi. In takrat sem se nekaj zavestno odločil, bom hodil na sprehode s fotoaparatom in bom slikal razstave. In sem dejansko začel 60. leta in sem prvič razstavljal 60. leta še zdaj imam tisto originalno fotografijo, ki sem jo razstavljal na medfakultetni razstavi v Beogradu. In od takrat naprej dejansko neprekinjeno razstavljal od 60. leta. Pred 2 letoma, ko sem skoraj zaključil, sem imel 50 let, koridovanje po 50 let mojega neprekinjenega razstavljanja. Igor, ti imaš fotoaparat? Ja, imam, ne. Mislim, trenutno moram reči, da mi je postal sam ta na tem telefonu, ne. Moram pa reči, da sem enega krasnega Canona, sem jo pa mi je na tla padlo, tako da in je šel objektiv. Ampak jaz priznam, da nimam tega, nekaj, mislim, da je to s tem črnim okvirom še ena krasna finta od zadaj. Namreč tisto, kar se v tem trenutku zgodi, se pravi, to je, dejansko je to impuls, je to talent, da v ta črni okvir ujameš natančno tisto kompozicijo, ki je takrat relevantna. Ja, samo to, da ne resiš samo enega posnetka. Seveda, ne, ampak eden je tisti. Tako je, se mi zdi, da so pri nas tudi stvari take. Ko je predstava, ko je dogodek, to je tako kot okvir. Se pravi, tam noter mora biti tisto polno in v pravem razmerju in v pravih silah. Jaz sem te poslušal, mislim, da si po radiju govoril, če se ne motim, si rekel, da si ob neki predstavi, mislim, da gre za predstavo Nevihta od Ostrovskega, režiral jo je v mestnem ljubljanskem gledališču Lorenci, in si rekel, da si pri tej predstavi jokal, se smejal, pravzaprav bolj jokal kot smejal. Pa me zanima, kako pravzaprav te pripelje kot igralca, profesionalca, tako vrhunskega, do neke situacije, da rečeš, zdaj pa lahko se mi zgodi neko tako močno čustvo. Jaz meri grem v gledališče in poskušam vse odmisliti pač, koliko se le da. Nisi strok ocenjevalec, pa gledaš na sceno? Jaz grem zato, da uživam, se zato grem v gledališče. Mislim, ne grem zato, da bom kolege ocenjeval, pa eden je šel malo bolj leva in pa malo bolj desno. Grem zato, da bi užival, da bi nekaj od tega imel. Mislim, da vsi, ki hodimo v gledališče, gremo zaradi tega osnovnega, ki se imenuje katarzis. Zaradi tega hodimo. Ja, oni pa so pač dolžni drugače hoditi. Mislim, na njihovo nesrečo pravzaprav, ampak včasih je fino, če greš nekaj doživeti, če greš po zgodbo, če greš po neko čustvo, nekaj, kar se te dotakne v nekem trenutku. In moram reči, ta zgodba Nevihta se me je strašno dotaknila. Ena velika ljubezenska zgodba, ki se je nesrečno končevala. Vmes je bilo smeha, vmes je bilo joka. In moram reči, da to je tisto, kar je mene v gledališču. Znotraj tvoje vloge se ti kdaj zgodi, da si brez besede, da se ti ustavi, da bi se neč izjokal, ampak ne od nekega... Ne, pa ne. Pa si želim, da bi se drugi... Mislim, to je pa, hudo bi bilo, če bi jaz na oder stopil, pa bi se sam sebi začel smiliti. Pa bi recimo me sama vsebina toliko potegnila, da bi bil jaz tako ganjen, da nihče drug ne bi bil. Samo reči, da je z njim nekaj narobe, ampak problem je v tem, da jaz poskušam nekaj narediti na ta način, da ljudje tisto začutijo, po kar
pač ena taka, no vem, težko bi, mislim, tako kot vic, ne, nekdo pripoveduje dober vic, ne, se on ne smeje, ne, smeješ se ti, pa ker slišiš, ne, to je poanta vsega skupaj. Če pa jaz vic pripovedujem, se pa samo jaz smejem, kaj pa je to? Meni, da slabo vice govoriš. Enako je z mano, jaz zopet da vice povedati, se meni sam smeje. Igor, ti si, mislim, da pri študiju vlog tukaj vem, zelo, ne bom rečla naporen, ampak si natančen in ti jemlješ to kot svoje otroke, zdaj se to sliši mogoče tako malo, patetično ceneno, ampak ko gre zate, to definitivno ni, ampak ti zelo potrebuješ nek svoj prostor, svoj čas, svojo gradnjo sam zase. In ko prideš do nekega, jasno, da gre za seveda kolektivno dejanje, ampak vendarle, ti si tu zelo, in seveda rezultati so tu, rezultati je konec tudi 6 nagrad ali 5 je bila letos, lani na Borštnikovem, praktično si obsojen, tako sem rekla prej, na res velike vloge. Ampak kako je s tem procesom tvojim? Praviš zelo ranljiv, pa hkrati skušaš nekako doseči neko svojo resnico. Recimo, ko si delal Karenina, pa ko si recimo Kantala delal v Oresteji, to je ena taka zanimiva, v bistvu cela plejada blok, to v bistvu je, ne vem, igral si tam, ne vem, koliko likov. V bistvu, tam sem igral zbor, ampak ta zbor je bil zelo dolgo časa in je zbor preigraval vse like, tako da, ja, tako je ena osnova, če hočeš biti profesionalen, moraš biti profesionalen, če delaš v profesionalnem igrišču, moraš biti profesionalen, ampak to za sabo potegne veliko stvari, prvič je treba preštudirati pač vse, kar ti pride pod roke v zvezi z neko zadevo in hkrati moraš to vedeti, da to, kar sem prej rekel, tisto, kar mene v nekem trenutku pritegne v neki določeni vlogi, njeni problem ali tako naprej, si želim, da bi tudi druge pritegnilo. In jaz moram vse narediti za to, da bo druge pritegnilo, kar pomeni, da moram problem v neki celoti, pač iz njenih korenin in tako naprej, moram ga prenesti v tistem trenutku na oder, da bojo ljudje skozi mojo prizmo gledali tisto, kar si jaz želim. Se pravi, če ima umetnik, jaz pravim, da ima neko cedilko v možganih, tako umetniško cedilo in svet gre, ki ga gledaš, gre noter skozi tukaj in pa so tukaj te umetniški možgani ali pa talenti ali pa kar se že to imenuje in pa skozi to cedilko gre spet nazaj ven. In to pride seveda preobraženo na ta način, da ljudje vidijo, kaj se je v teh umetniških možganih zgodilo, kaj je tisto sporočilo, kaj hoče umetnik povedati. Pa to ne gre samo za igro, to gre za vse, za fotografijo, za pisanje, skratka, nek preobražen svet, ki ga ponudiš, zato, da bo tisti človek skozi tebe videl sebe na tej sliki. Kaj pa, recimo, ko ti bomo pisali ob 60 letnici, ti bomo pisali pa nekje nekaj neslavilne članke ali pa ob 70 letnici,